vso to praznost teh argumentov in te obrambe, ki jo je stkalo ministrstvo in ministrica, je pravzaprav žalostno, ker skuša to praznost zakriti z neko osebno okoliščino, spolom. Mislim, da je bil zaključek obrambe danes ministrice zveden na to, da jo v opoziciji napadamo, to so ponavljali tudi koalicijski poslanci, zato ker je ženska, zgolj zaradi tega. Govorilo se je o tem, da je bil nivo komunikacije nespoštljiv, težko pristanem na to oceno, če smo uporabili, in to ministrica sama opodarja, besedo nesposobna, to še ni nobena žalitev. Nesposoben je človek, naj se je moški ali ženska, ki nečesa ni sposoben narediti. In to je naša glavna kritika ministrice, da ni bila sposobna v prvi vrsti poskrbeti in se zavzeti za področje, ki bi ga morala pokrivati. Biti glasna, predvsem v razmerju do tistih, ki se prikazujejo kot neke paternalistične figure, ki se postavlja v obliki predsednika vlade. Tako da kritika, ki smo jo mi zapisali v to interpelacijo, ni osebna kritika in ni kritika, ki je odvisna od spola človeka, ki zaseda to funkcijo. Ampak je kritika, ki je osnovana na neprimernosti in nesposobnosti in na odgovornosti osebe, ki zaseda ta položaj. In ministrica, vi niste na interpelaciji zato, ker bi bili ženska, ampak zato, ker smo v Sloveniji imeli najprej zaprte šole in najkasneje odprte šole. Medtem ko so veleblagovnice, veliki nakupovalni središči, frizerji, manikure, masažni saloni, igralnice bile odprte. V nasprotju s tem, da je stroka jasno priporočala, da se šole zaprejo zadnje. Niste krivi ali pa vas ne kritiziramo zaradi tega, ker ste ženska, ampak zaradi tega, ker niste bili sposobni komunicirati s tistimi, s katerimi bi morali. Z ravnatelji, z učitelji, z vsemi pedagoškimi strokovnjaki, ne nazadnje tudi starši in morda tudi z otroki. Krivi ste tudi zato, da so številni otroci zaradi modelov, ki ste jih vi predlagali, izpadli iz učnega procesa. To so predvsem otroci iz deprivilegiranih družin, tisti, ki niso imeli dostopa do tablic, ki niso imeli dostopa do računalnikov, ki niso imeli dostopa do interneta, tisti, ki niso imeli staršev, ki bi znali ustrezno te aparature uporabljati in seveda tudi naučiti svoje otroke jih uporabljati, tisti, ki so bili omejeni zaradi znanja jezika. Tudi te primere smo imeli, ko so otroci priseljencev, ki imajo v šoli pomoč strani učiteljev za slovenščino, dejansko pri delu na daljavo bili oškodovani. Interpelirani ste zato, ne ker ste ženska, ampak zato, ker ko bi bilo ključno, da bi bili v Sloveniji, ko se je odvijala katastrofa in to večkrat, recimo v poleti pred 4. valom in sedaj ob uvedbi samotestiranja, nekje drugje namesto v Sloveniji. Prvič ste bili v Tokiu, drugič ste bili v Parizu. Niste interpelirani zato, ker bi bili ženska, ampak zato, ker to, kar počnete, je škodljivo za visokošolstvo. Zato, ker to, kar počnete predvsem v visokošolskem prostoru, je enostavno korupcija. Še enkrat omenjam, v PKP ste želeli oziroma ste vpisali darilo za Jambrekovo univerzo. To je bilo darilo komu? SDS-u. Potrdili oziroma požegnali ste poslanski zakon o financiranju vzgoje in izobraževanja, ki je uvedel financiranje zasebnega šolstva. Zanima me, kakšno je vaše stališče do drugega poslanskega zakona, tudi strani SDS, ki bo svete zavodov v osnovnih šolah politiziral. Sami ste dejali, da šola ni prostor za politiko, da ni prostor za vmešavanje politike. Poslanska skupina SDS predlaga zakon, s katerim bodo povečali vpliv politike
v svetih zavodov osnovnih šol, posledično imeli večjo moč pri postavljanju in odstavljanju ravnateljev. Tako da tudi ta odgovor smo pogrešili danes. Vaše ministrstvo ni nič reklo, zdaj uradno sicer naj bi nasprotovali, ampak uradnega mnenja vlade ni bilo ob ustanovitvi samostojnega zavoda Grm, ki so ga predlagali kar poslanci. Mi smo ustanovili nek nov visokošolski zavod kar na predlog nekaj poslancev. To je tudi nekaj nepojmljivega. In končno to, kar tudi že sprašujemo cel dan, včeraj je vlada potrdila razpis, s katerim se bo iz javnih sredstev financiralo zasebne visokošolske programe kroga ljudi, ki je blizu komu? SDS. Tako da, ministrica, vi ste zaključili svoj nagovor oziroma odgovor na to interpelacijo zdaj pred nekaj minutami, da delate v interesu šolnikov, visokega šolstva in športa. Jaz bi rekel prav nasprotno. Mislim, da ste v tem dobrem letu in pol oziroma letu in 9 mesecev dokazali, da delate v interesu zgolj največje vladne stranke. Tako da izgovarjanje na spol je milo rečeno patetično in je zgolj želja po odvračanju od tega, kar smo naštevali in kar smo navedli v interpelaciji, in kar je še najbolj žalostno in kar me kot feminista najbolj teži, je to, da ste izrabili spol kot neko obliko obrambe v resnici najbolj žaljivo do vseh žensk, ki dandanes v tej družbi dejansko trpijo zaradi neenakosti spolov. Tudi zaradi vaše krivde. Tudi zaradi tega, ker so večinoma ženske bile tiste, ki so morale v času pouka na daljavo ostajati doma s svojimi otroci in jih poučevati. Tako da, čisto v zaključku, Simona Kustec kot ministrica za izobraževanje je antiprototip. Antiprototip idealnega ministra oziroma ministrice za šolstvo, antiprototip, ki bo moral služiti predvsem naslednji osebi, ki bo zavzela to funkcijo, kot model, kaj ne početi. Kot model, kaj je potrebno spremeniti in kakšen minister ne biti. Ker minister za šolstvo oziroma ministrica za šolstvo bi moral v prvi vrsti glasno in z vso trdnostjo braniti svoje polje, ne pa pustiti, da se podreja in da postane peskovnik za interese neke majhne peščice ljudi.